Z nami je naš novinarski kolega Aleš Matko, eden največjih poznavalcev Eurosonga v Sloveniji. Aleš, ti si doslej vedno potoval na Eurosong in si ogledal že več teh predstav v živo, letos ne. Kakšna je razlika? Pa v bistvu ni te norije, ki je vsako leto na kraju zločina, tam, kjer je Eurosong. Pa nekaj se mi zdi, da vedno manjka, ko doma brskam po računalniku, ali pa čakam, oziroma predvsem so tukaj druženja, ki jih pogrešam z ostalimi evrovizijskimi kolegi iz vseh držav, ki ponavadi sodelujejo na Eurosongu. To je bistvena razlika, ki ostalega pa niti ne, sploh recimo zadnja leta, ko je vse na spletu, ko imamo akreditirani mediji, dostop do praktično vseh informacij, se mi zdi, da imamo vse na dlani. Bo pa vseeno letošnja prireditev kar precej okrnjena, ne? Lahko pride največ 3500 gledalcev, če sem si prav zapomnil. Tako je, moralo bi jih biti v dvorani 16500, ampak zaradi pandemije so našli nek kompromis, tako da jih bo 3500, kot si dejal, pa še to bodo sami Nizozemci. Skratka, če je nekdo kupil lansko leto karto, pa da prihaja iz druge države, si zaradi varnostnih protokolov letošnje prireditve ne more ogledati. Kot smo lahko videli na včerajšnji generalki, je vzdušje res fantastično. Naredili so, dvorano so opremili tako, da je prijazna gledalcu, tako da spodaj je green room, ob straneh pa imamo gledalce, ki so bili včeraj kar presrečni, da po 2 letih sedaj vendarle gostijo Nizozemci Evrovizije. Nazadnje so jo pa gostili pred 41 leti. Mi še vedno čakamo, tako da sedaj je 30 let, še 10 let imamo fora. Pardon, ja. Torej, ogledal si verjetno vse nastope letošnjih tekmovalcev, tukaj so. Tukaj so vsi nastopi, vsako leto mi pošljajo že DVD, video z vsemi nastopi, to so seveda video zgodbe, ki jih prej posnamejo in si prej malce pogledam, da spoznam izvajalce, melodije, kaj je in s kom so se spogledovali. Govorimo seveda glede glasbe, kakšne vzorce so jemali, skratka en kup stvari je. Kar pa je dostopno našim gledalcem oziroma bralcem, ta teden smo pisali v novi, Križev pot, verjetno bo res križev, pa tudi v vklopu vstopu je, mislim, da popoln pregled, kaj se bo zgodilo najprej v torek, to je danes, in potem še v četrtek, ko je drugi predizbor. Za Ano, to vsi navijamo, bo seveda najbolj pomemben današnji večer. Kaj pa bo? Bomo videli, a ne? Kakšen je pa splošni vtis? Kakšni so letošnji komadi, pesmi? Moram reči, da se opazi predvsem na generalki produkcijsko. Nekatere skladbe so produkcijsko manj dobre, nekatere pa boljše. Kar se tiče pa samih pesmi, smo pa tam. Kdorkoli bo letos prišel naprej, ni nekih recimo favoritov. Tako da je vse, težko bi res rekel, ko se na Eurosongu ne ocenjuje samo glasba. To je zdaj največji problem. Vsak, ki gleda prenos, gleda vse ostalo, samo izvajalca ne posluša. Če bi res bil Song Contest, bi lahko 100% dejal, da bo Ana prišla naprej, ko je pa ogromno nekih drugih faktorjev, je pa težko napovedati. Tukaj so ognjemeti, pirotehnika, veter v laseh, nekatere države si privoščijo res glamurozne nastope in kaj izluščiti, kaj bo potegnilo tisti trenutek gledalcev, je res težko reči. Imaš osebnega favorita, favoritko? Favoritknja je, nastopa v velikem finalu, prihaja iz Francije, Barbara Pravi. Mislim, da je ta prava. Ali bo na koncu slavila ali ne, je težko napovedati, ker so tukaj še naši sosedje Italijani. Zasedba Maneskin zadnje čase blesti na evrovizijskem odru in bo prav zanimivo, kam se bo prihodnje leto selil Eurosong. Morda celo tudi na Malto. Destiny zmagala je na otroški Evroviziji nekaj let nazaj, je letos že na velikem odru
in imeli so malce neposrečeno to koreografsko točko in obleke in takoj zatem se vidi, da recimo v novinarskem središču tisti, ki spremljajo Eurosong, ne poslušajo, ampak tudi gledajo in je padla. Skratka, v teh treh državah se bo, se mi zdi, odločalo ali pa bo popolnoma veliko presenečenje, da bo katera država prišla v ospredje, ker vemo, 50% je tukaj strokovna komisija, 50% pa ljudstvo. In ta strokovna komisija odloča en dan prej, torej včeraj, ko je bila generalka ob 21. uri, je že odločala o nocojšnjem večeru. 50% glasov je že na nek način zbranih in prav zanimivo bo videti, kaj bodo nocoj v tem 10-minutnem glasovanju povedali še evropski poslušalci in gledalci. Mnenja so res zelo različna, tudi glede naše Ane. Vsi so navdušeni predvsem nad vokalom, malo manj pa nad celotnim dogajanjem, ker se med našim nastopom ne zgodi nič wow. Vsi čakamo tisti nek efekt, kaj bo zdaj, kaj bo ono, kaj bo tretje. Sploh ko je pred nami Litva in za nami Rusija, ki imata zelo močni glasbeni in tudi scenski točki, tako da pustimo se presenetiti. Okay. Če mogoče samo še na hitro primerjava zahodna-vzhodna Evropa. Vzhodna Evropa zdaj že kar nekaj časa sodeluje tudi v Eurosongu in takrat, ko je prišla, je naredila kar velik boom. Se to še vedno dogaja ali se zdaj tu že te meje brišejo? Se mi zdi, da se je to že zbrisalo. Tako recimo od leta 90 naprej, ko so nastale te manjše države, ko je zmagala Estonija, Litva in vse te države tam gor, se mi zdi, da so bile zelo močne, agresivne, sedaj pa je to malce popustilo pri teh državah. So pa recimo, letos imamo dva primera, kot sem že dejal, Francijo in Italijo, velikih 5, ko se malce bolj potrudijo. Čakam še ta preskok pri nas, da res damo vse sile, ne en mesec ali pa 2 meseca prej. Ko bo letos 22. maja konec Evrovizije, je treba štartati na Evrovizijo 2022, kaj želimo, s kakšno pesmijo, kako se bomo predstavili. Vse kot pravim, glasba že dolgo ni več v ospredju, tukaj je ogromno nekih faktorjev od promocije in letos je prav zanimivo, ko je vse skupaj preko spleta, da so države zelo agresivne v teh mailingih, pošiljajo vsak dan neko informacijo in to ravno z namenom, da ti ta izvajalec, izvajalka ali skupina ostane v spominu. Pri nas se tega še malce učimo, ali pa še nismo pripravljeni, da v Ljubljani, v Stožicah gostimo pesem Eurovizije. Misliš, da je to kdaj možno? Nizozemci so čakali 41 let. Definitivno enkrat pride tudi naša zmaga, naša točka, naša želja. Kdaj pa bo to, upam, da bom še takrat med živimi. No, do takrat bomo pa vsaj nocoj držali pesti za Ano. Tako je, srečna Ana. Prav, hvala lepa, Aleš.